Drage gledalke, spoštovani gledalci, oddaja Report, ponovno smo z vami, ponovno smo tukaj in zopet imamo koristne informacije in seveda vam jih bomo zaupali skozi celo našo oddajo Report. Takoj na začetku v svoji družbi lepo pozdravljam gospoda Franca Zupaniča, prodekana za izobraževalno dejavnost na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Dober večer. Ja, dober večer. Torej, naša oddaja bo potekala v smislu predstavitve fakultet na informativnih dnevih, da bodo tisti, ki prehajajo iz obdobja srednje šole na fakulteto, vedeli kam. Kaj jim ponuja Fakulteta za strojništvo? Ja, Fakulteta za strojništvo je začela z tehničnim višješolskim in visokošolskim izobraževanjem že pred več kot 50 leti, tako da imamo dobro tradicijo in že takrat so naši predhodniki začeli med drugim tudi izobraževanjem strojništva, kar mi nadaljujemo, seveda obogateno z novimi vsebinami. Ampak poleg strojništva, ki jo imamo na 2 stopnjah izobraževanja, tako visokošolski, strokovni in univerzitetni, imamo potem še tudi druge programe. Mogoče bi povedal samo razliko, kaj je potrebno narediti, da se vpišemo na univerzitetne ali visokostrokovne. Na univerzitetne študijske programe se lahko vpišejo vsi, ki so končali splošno maturo, pa tudi tisti, ki so končali poklicno maturo in opravili en maturitetni predmet splošne mature. Točno katerega, oziroma pri nas je mogoče več takšnih predmetov, tisti, ki to izpolnijo, se lahko k nam vpišejo. Medtem ko na visokošolski strokovni študijski program je pa povsem dovolj, da imajo poklicno maturo. Koliko imate, prihajajo dijaki, jih zanima, kakšne programe vse izvajate? Ja, na srečo imamo, da se je v zadnjem času zanimanje za tehnične študije precej povečalo, tako da zato vlada velik interes in navadno je naša predavalnica ob informativnih dnevih zelo polna. Takrat jim tudi predstavimo, da ne izobražujemo več samo strojništvo, ampak imamo tudi druge. Poleg tega je še ena izmed tradicionalnih programov, je program tekstilstva, ki pa tudi se izobražuje na 2 stopnjah, ampak tukaj več ni klasično tekstilstvo, ampak imamo sodobne tekstilne materiale in pa metode oblikovanja teh tekstilnih materialov. Poleg tega pa imamo še druge pomembne študije, to je tehniško varstvo okolja, ki danes kjer se soočamo z okoljskimi problemi in poskušamo z našega tehničnega stališča tudi na te izzive odgovarjati. Poleg tega imamo tudi gospodarsko inženirstvo, ki je ravno pred novim letom praznovalo 20-letnico, kjer izvajamo študijski program skupaj s ekonomsko fakulteto, z EPF, kar se je izkazalo kot zelo uspešno. Ti naši študenti delajo tako kot tehnologi, kot tudi tisti, ki so že pred časom diplomirali, so tudi že nekateri direktorji pomembnih podjetij. Zelo v zadnjem času pa se je izrazito povečalo zanimanje za mehatroniko, ki ga izvajamo z našo fakulteto FERI za elektrotehniko. Moram povedati, da lani je interes za vse študijske programe nekajkrat prekoračil naše zmožnosti. Tako da to tudi pričakujemo v bodoče, kajti to je za eden izmed profilov, ki je zelo iskan. Ravno to sem želela vprašati, vedno se nekako oziramo v prihodnost, kaj bo, kako izbrati tisto, da bomo dobili službo, sploh zdaj v tem časi. Kako je z zaposlitvenimi možnostmi? Jaz bi nekako tako rekel, da zelo dobro, da vsak študira tisto, kar mu nekako leži, ampak poleg tega pa danes mora tudi biti nekoliko preračunljiv, da je mogoče smiselno se usmeriti tudi na tista področja, kjer je več teh možnosti. Mi se zdaj zaposlitev naših študentov, pravzaprav diplomantov, spremljamo ob podelitvah diplom in moram reči, da večina jih do takrat že dobi službo. Ni več vse omejeno samo na Slovenijo, čeprav si v osnovi želimo kader za našo industrijo pa za naš razvoj, ampak dobivajo naši študentje tudi možnosti v tujini, predvsem v bližnji Avstriji, pa tudi kam drugam še koga ponese pot. Kako se pa pripravljate na same informativne dneve, ki prihajajo? Tukaj imamo komisijo za promocijo študija, ki jo vodijo naši mladi, ambiciozni, večinoma so asistenti in drugi sodelavci, kjer
prirejajo razne prireditve, udeležujejo se raznih sejmov, hodijo po srednjih šolah, danes ne več čisto po vseh, ampak po tistih, kjer navadno dobimo precej kadra novih študentov. Drugače pripravljajo skupno prireditev, pravzaprav to je ob istih terminih, kot so vsi drugi, se pravi v petek ob 10 in 15 uri ter soboto prav tako ob 10 uri, kjer imamo informativne dneve, kjer predstavimo našo fakulteto, študijske programe, predvsem pa vedno večji poudarek dajemo predstavitvam samih študentov na projektih, pri katerih delajo. To je sedaj ena izmed usmeritev vsaj naše fakultete, pa mislim, da tudi nekaterih drugih fakultet na naši univerzi, da predvsem spodbujamo projektno delo. Pri nas imamo zelo znano formulo študent. To je pravzaprav projekt, kjer sami študenti vodijo in kjer jim učitelji, profesorji samo pomagamo, če nas oni za to zaprosijo. Imamo pa še sedaj tudi veliko število raznih projektov neposredno z industrijo, pri katerih sodelujejo študenti, pa tudi drugih, ki jih tudi nekako ministrstvo spodbuja. Tako da se delež teh projektov veča in tako imajo študentje možnost pridobiti praktična znanja in tudi takšna znanja, kot jih naša industrija potrebuje. Po drugi strani pa omogoča industriji, da spozna nekatere naše študente in jih potem tudi lahko povabi k sebi v službo. Gospod Zupanič, preden se posloviva, zakaj priti ravno na vašo fakulteto? Jaz bi rekel, da imamo nekaj prednosti oziroma smo med boljšimi na univerzi v Mariboru. Predvsem imamo zelo dober učiteljski kader, ki tako sodeluje z industrijo, kot tudi dosega lepe rezultate na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Tako da imamo precej svežega, sodobnega znanja, ki ga lahko dobijo. In mislim, da tudi ena druga pomembna stvar, da želimo, da je pri nas študent v središču in temu tudi svoje delovanje tako usmerjamo. Najlepša hvala, da ste prišli, da ti informativni dnevi uspejo in da imate čim več študentov, ki bodo uspešno zaključili šolanje. Ja, najlepša hvala. Lepa hvala. Toliko torej o Fakulteti za strojništvo, vi pa nikamor ne odhajate, kajti po predahu smo zopet z vami. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, že ste dobili vtis, o čem bomo govorili v današnji oddaji, torej Fakultete Univerze v Mariboru predstavljamo za vse tiste, ki jih želite v času informativnih dnevov obiskati. In iz Fakultete za strojništvo se sedaj selimo na Fakulteto za kmetijstvo. Tako v svoji družbi lepo pozdravljam doktorja Stanislava Tojnka, ki je predavatelj sadjarstva. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj bova začela o sadjarstvu? Najlažje bi bilo. Najlažje bi bilo. Tudi tega se bova dotaknila, pa vendar za začetek, kaj lahko poveva o Fakulteti za kmetijstvo? Ja, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je ena od ustanovnih članic univerze, to pomeni, da je že kar stara. Seveda v svojem razvoju je dala svoje napredovanje od višje šole, preko visokostrokovne šole do fakultete, ki je postala 2005-2006 oziroma 2008 je potem pomembna letnica, ko smo se iz Vrbanske 30 pod Kalvarijo preselili v Hoče oziroma Pivola 10, kjer kraljujemo v gradu bivše psihiatrije. In ste zdaj zato bolj pomembni? Ja, zelo odlične pogoje za delo imamo. Torej, ta grad je prenovljen, zgodovinsko res nekaj predstavlja kot neka dominanta v tem prostoru. Ti veljaki so včasih vedeli, kje morajo biti. Da ne bi ta grad propadel, smo se takrat v letih 2005, 2006, 2007, 2008 je bila otvoritev, borili, da smo tukaj, seveda, kjer smo. Bilo je veliko variant. Seveda, pomemben razlog za to, da smo tam, je pa tudi posestvo. Pohorski dvor, ki ga Mariborčani dobro poznate, potem, ko na Trgu Svobode kaj prodajamo. In te naše pridelke, ki jih tudi soustvarjajo študenti naši, kjer izvajamo prakso, lahko seveda rečem, da je osrednja točka grad, pod gradom in okrog gradu
je pa veliko posestvo, ker imamo sadjarske površine, njivske površine, zelenjadarstvo in tako naprej. Tudi botanični vrt je spodaj, skratka en zelo zanimiv, zaključen objekt sredi pomembnega kmetijskega področja, ki predstavlja to Podravje, pa tja Prekmurje in tako naprej. Skratka, gre za to, da je fakulteta z številnimi programi, ki jih imamo, ki jih poučujemo, predavamo, nekako vpeta v tako v podeželje, kot v čisto kmetijstvo, tako intenzivno, kot mogoče tudi manj intenzivno, ekološko, ki je bolj povezano z okoljem. Skratka, poskušamo biti sodobni, poskušamo biti kmetijci tisti, ki kažemo v okolju, kako je potrebno delati, in vsi profesorji se trudimo v tej smeri, da ne bi kmetijstvo bilo črna ovca, ampak neko žlahtno poslanstvo, ki ga kmetijci seveda izvajamo, torej pridelujemo hrano. Hrana je, ali bi pa morala biti, rekel, največje poslanstvo, tisti, ki pridelujemo hrano v družbi. In se premalokrat zavedamo tega, da hranimo sebe, ljudi, da ljudje niso lačni, to je malo fraza takšna, ampak pomembna zgodba. Drugi delajo avtomobile, tretji bicikle in tako naprej, mi pa pridelujemo hrano. In tega seveda se na fakulteti zavedamo in poskušamo to res celovito zastaviti preko vseh teh programov. Mogoče najpomembnejši je ta univerzitetni študijski program, ki smo ga sedaj ravno prenovili za naslednje študijsko leto, se pravi agrikultura in okolje, kjer izrazito seveda smo v tej prenovi dodali predmete iz okolja. Ugotavljamo seveda, da je to potrebno. Univerzitetni študijski program je zelo široko zastavljen, namenjen predvsem ne izključno za študij naprej, na drugo stopnjo, se pravi druga bolonjska stopnja plus 2, tako zvana. In seveda ta program zajema tako, rekel, čisto splošno znanje osnovnih predmetov, od kemije, matematike, biologije, tako dalje, do seveda potem osnovnih teh strokovnih predmetov, kmetijskih predmetov. Seveda dotaknemo se pa tudi v tem študijskem programu posameznih teh glavnih panog, od sadjarstva, vinogradništva, preko poljedelstva, živinoreje. Pomembno je v tem programu tudi to, da se v tretjem letniku delijo študenti na rastlinsko pridelavo in na živinorejsko smer. To se pravi, se potem lahko odločijo, izberejo eno ali drugo smer in potem zaključijo kot diplomirani inženir agrikulture. Torej, to je ta eden, za katerega morajo imeti študenti to maturo, državno maturo, ali pa ta 5. predmet iz mature, ki je seveda potreben. Seveda, na naši fakulteti je seveda potem izredno velik poudarek tudi in kot tudi pri tem predmetu, tudi pri ostalih teh študijskih programih prve stopnje, se pravi ti visokošolski strokovni študijski programi, ki so pa seveda bolj vezani na aplikativne zadeve. V celoti moram mogoče povedati še to, da je iz te višje agronomske šole, ki je včasih predstavljala tudi eno strokovno osnovo v prejšnjem stoletju v kmetijstvu, v tem prostoru, poskušamo nadaljevati to tradicijo, da se danes fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede vključuje tudi v operativne, praktične naloge na področju pridelave hrane. Zato smo seveda te študijske programe tudi tako opredelili, da bi res natančno in tudi zadovoljili želje naših študentov
in smo potem naredili teh 6 visokošolskih študijskih programov. Prvi je agronomija, okrasne rastline, zelenjava in poljščine, kjer se seveda v bistvu že samo ime pove, nekako študenti spoznajo z pridelavo teh osnovnih, od pšenice, koruze, da rečem, se pravi poljščin. Seveda pomemben del so tukaj seveda te okrasne rastline in pa zelenjadarstvo. Ta program je kar obširen. Predstojnik tega študijskega programa je redni profesor dr. Franci Bavec in so seveda vpeti v tudi ta širši prostor. Potem naslednji študijski program, visokošolski, seveda je biosistemsko inženirstvo. Ta program seveda je tudi z dolgo tradicijo na naši fakulteti oziroma že prej. Torej, v tem programu se nekako študenti spoznajo z sodobno tehniko, z avtomatizacijo, skratka z stroji vseh vrst. Niso več to samo traktorje, ampak to so zdaj zelo zahtevne te elektronske za digitalne. Tehnologija napreduje in je tukaj seveda kmetijstvo z računalnikom več si ne predstavljamo brez te avtomatizacije od raznih robotov in tako dalje, ki so, ti študenti seveda so vključeni v vse panoge, celotno kmetijstvo, splošno za kmetijstvo. No, potem to je edini program v Sloveniji, potem je tudi edini program v Sloveniji, se pravi ekološko kmetijstvo. Ekološko kmetijstvo seveda je trend. Ravno to sem želela reči, da je danes nekako poudarek eko-bio. Je moderno, vendar moramo tudi preiti od besed k dejanjem. In to smo na naši fakulteti se že zdavnaj zavedali tega, tudi vsak pri svoji smeri seveda poskušamo te okoljske parametre upoštevati in biti prijazni do narave. No, zadeva je tako daleč dozorela in kolegica Martina Bavec je seveda predstojnica tega študijskega programa ekološko kmetijstvo, kjer pa seveda se teoretično z strokovnimi podlagami obravnava celotno to področje, ki je pa zelo zahtevno, trendovsko sicer, vendar še bomo morali veliko postoriti, da bomo večji del kmetijske pridelave usmerili v to. Tržne niše so, priložnosti so, vendar ponudba še je bistveno premajhna. Še veliko uvažamo, tako kot na vseh področjih, tu pa izrazito. Česarkoli v bistvu se lotimo pri ekološki pridelavi, manjka v Sloveniji. Je pa tehnološko bistveno bolj zahtevno, večji riziko in seveda to je potrebno nekje neko preživetje kmetije tudi gledati. Najti nekje nek kompromis. Kompromis, ki je pa kar zahteven. Tu pri ekološkem kmetijstvu, pri delovanju ni kompromisa. Tu so standardi zelo jasno zastavljeni, kjer se ne sme uporabljati teh sintetičnih umetnih gnojil, škropiv in tako naprej, samo naravnega izvora. To so velike omejitve in riziki pri tej pridelavi so bistveno večji, ker nimamo tako učinkovitih, recimo, fitofarmacevtskih sredstev. Dobijo vtis, da je zelo pestro na vaši fakulteti. Zelo pestro, zanimivo. V bistvu zanima me, če dijak, ki se želi vpisati k vam, kaj pravzaprav, katere so tiste vrline, ki jih mora imeti za študij na vaši fakulteti? Ja, prva zadeva je veselje do narave. Veselje do okolja, en odnos do narave, do rastlin, do živali. Torej, če ima to v sebi, potem bo ta študij zelo prijazen, prijeten, z veseljem bo študiral. Velikokrat imamo primere, ko pridejo iz zdravstvene šole ali iz ene šole srednje, ko nima nobene povezave z kmetijstvom. Ampak tisti, ali pa z gimnaziji, tudi nimajo. In tisti, ki se zavestno odločijo za to in imajo veselje, izjemno dobro študirajo, izredno uspešni so tisti, ki se odločijo zato, ker jih to zanima, ker imajo to v sebi. Kmetijstvo se ne da naučiti. Kmetijstvo je poslanstvo. Biti pridelovalec hrane, kmet, ki je velikokrat
omadeževano ime je gospod, ki prideluje hrano. Ne. In to je danes vse bolj v bistvu cenjeno. Preden se posloviva, vabilo za vse tiste, ki vas želijo obiskati in se k vam pravzaprav tudi vpisati. Mogoče še samo, da povem do konca, še 3 programi, čisto na kratko, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo. Je še program, visokošolski strokovni program, vinogradništvo po Sloveniji razširjeno, sadjarstvo prav tako, je predstojnik profesor Vršič. Potem je seveda veliko področje živinoreja, smer, kjer je profesor Škorjanec, Dejan, predstojnik, in pa edini program še, ki je zelo pomemben, Management v agroživilstvu in razvoj podeželja, se pravi program, pri katerem pa seveda ekonomsko lahko obdelamo celotne novitete, nove tehnologije in tako naprej. Tako da je to en kompleten paket za enega, ki se bo ukvarjal s kmetijstvom v štartu, zelo širok, kasneje se pa lahko usmerja s študijem na +2, na 2. stopnji, 3. stopnji in tako naprej. In pa celo življenje, da se izobražuje. To pa seveda, celo življenje, ne? Ja. Dodatno je treba vedno nekaj. Ja. Torej, vabilo sva rekla, povabilo vsem tistim, ki želijo priti, tudi pri vas 14. in 15. februarja. Hvala lepa za povabilo. Tudi hvala lepa vam, da ste prišli. Vabljeni dijaki. Točno tako, lepa hvala. Torej, o Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede smo sedaj nekaj povedali. Ostanite še z nami, ne se poslavljati, še se vračamo.